Posek lip na Cesti Zmage je v našem mestu že nekaj časa glavna tema. Različni mediji so se kar jasno postavili na stran civilne iniciative, ki je zagovarjala, da naj bi drevesa pustili pri miru. Kljub temu, da se je velik odstotek prebivalcev na tej ulici strinjal s celovito prenovo ceste, z upoštevanjem, da bi stara drevesa zamenjali z novimi, so bili iz iniciative s pomočjo medijev precej uspešni pri zaviranju izvedbe projekta. Pa poglejmo dejstva. Marec. Civilna iniciativa je opozorila, da naj se mestna oblast ne igra z ljudmi in da naj pusti lipe, ki krasijo Cesto Zmage, pri miru. Na drugem mestnem zboru samooklicane četrti Tabor so udeleženci govorili o prometnih težavah in izginjanju dreves. Maj. V medijih se je že pojavila informacija, da naj bi na Cesti Zmage podrli 92 lip. Iniciativa je dejala, da naj bi šlo za pokol. Junij. Strokovnjaki so bili skoraj enotni, da bi bilo ob prenovi ceste smiselno zamenjati stara drevesa z novimi, kar so tudi storili. Julij. Stanovalci Ceste Zmage so že razdeljeni v dva tabora. Ob civilni iniciativi za ohranitev drevoreda se je oblikovala še ena iniciativa, ki je podprla občinski projekt prenove. Občina je v sodelovanju s projektantom Lineal sprejela kompromis, v katerem so se odločili, da bodo, če bo le mogoče, ohranili 11 mlajših dreves, za nova drevesa pa bodo zagotovili večje sadilne jame. Zaradi tega je bilo zmanjšano tudi prvotno število načrtovanih parkirišč. Tako naj bi na Cesti Zmage stalo ne samo na začetku načrtovanih 74 dreves, ampak 85. September. V začetku septembra so tako na Cesti Zmage padle še zadnje stare lipe. Cesta Zmage je sedaj urejena, posajene so nove lipe, varna in prebivalci v tej ulici so izjemno zadovoljni tako samim potekom dela, kot tudi z videzom. Krasna je, hitri so bili, nimamo kaj reči. Prijazni so bili, ustrežljivi so bili za vse, kar smo jih prosili. V redu so bili, sploh ni debate. Bunili so se tisti, ki so ta zadnji prišli na Cesto Zmage. Ostali smo bili vsi za, ki smo že dolgo tukaj, smo vedeli, koliko so stare lipe, pa kaj delajo, kako škodo. Lipe so zdaj tudi nazaj prišle. Pod tem pogojem smo mi se strinjali, da se podrejo, da dajo nove. In so jih dali. In jaz mislim, da je ulica super lepa. Zelo smo zadovoljni, ker je ena izmed najlepših ulic v Mariboru. Čeprav občina od Ministrstva za kulturo dokumenta o inšpekcijskem pregledu nepremičnih in kulturnih spomenikov ni potrebovala, so mediji še vedno špekulirali o finančnih interesih in kariernih ambicijah posameznikov. Naše uredništvo je prejelo dokument, ki je bil sicer res datiran v mesecu oktobru, iz katerega pa je razvidno, da MOM resnično ni potrebovala soglasja za podiranje dreves, ker ta niso bila med kulturnimi in zgodovinskimi spomeniki. Zahteve civilne iniciative in nekaterih posameznikov, da naj do posega zaradi tega, ker občina nima soglasja, ne pride, so tako bile neutemeljene in so samo zavirale postopek prenove infrastrukture, za katero so bili že dogovorjeni. Civilna iniciativa se je zavzemala za ohranitev celotnega drevoreda oziroma vseh zdravih dreves ob obnovi. Potem se je vključil zavod, ker je investitor želel mnenje zavoda. In takrat, ko investitor je zahteval mnenje zavoda, zavod se je takrat, območna enota Maribor, je v kulturno nekem dovoljenju naložila, da morajo ohraniti toliko in toliko zdravih dreves. Potem je bilo pa sprejeto nek kompromis, da pač, če bo ta drevesa toliko slaba, da ne bi preživela, jih bodo pa podrli. Tako da zdaj, kakšno je stališče zavoda ali ne, to pravzaprav tudi nepomembno. Drevesa bi moralo ostati zato, ker so bila zdrava in ker v Mariboru ne posekaš 92 dreves, ker tako. Razumem, ampak oni so rekli, da bi radi, da ostanejo zdrava, po drugi strani pa so vseeno izdali dokument, ki pa je ne priča temu. Tega ne morem komentirati. Mislim, nikoli nismo toliko sodelovali z zavodom. Pač to sta dva postopka, to je upravni postopek zavoda, pojma nimam, to prvi slišim. Tudi nima nobene zveze, me razumete, tudi če bi zavod rekel, da to ni zavarovano, bi mi še vedno vztrajali, da drevesa ostanejo. Danes nas veseli, da smo tukaj, da je cesta obnovljena, dela so zaključena. Kljub pomislekom, ki so jih stanovalci imeli, da bomo zasadili oziroma da sploh ne bomo zasadili novih dreves, danes lahko se prepričate, da temu ni tako. Zasadili smo skupaj 74 novih dreves, lip, in pa z prejšnjimi 9, ki so tudi ostala, imamo danes na Cesti Zmage 83 dreves. Zraven dodam še to, da bomo tudi v sosednje ulice, v te krake, na katere se navezuje Cesta Zmage, dodatno zasadili še 8 novih dreves.
Morda bi se tudi lahko vprašali, kdo se bo upravičil za zavajanje javnosti v medijih na osnovi špekulacij in podajanja nepreverjenih informacij prebivalcem in ne nazadnje tudi tistim, ki so zaradi protestov zavirali samo izvedbo projekta. Se bo morda opravičila civilna iniciativa ali morda kar mediji sami?